Lepo zdrav in dobrodošli na današnji novinarski konferenci. Nas veseli, da ste se odzvali v takem obsegu, da še enkrat zdaj pogledamo, kaj lahko pričakujemo po uveljavitvi novele zdaj. Današnji govorci so vsi vodilni zdravniške zbornice, ker je ta tema za nas izjemno pomembna. Tako da bodo danes svoje poglede predstavili in potem na vaše vprašanje odgovarjali predsednica zdravniške zbornice, dr. Zdenka Čebašek Travnik, in oba podpredsednika zdravniške zbornice, primarij Dejan Klančič in Krunoslav Pavlović. Z nami pa je tudi dr. Tina Bregant, predstavnica mladih zdravnikov, ki so tudi zelo aktivno sodelovali in ima tudi zelo veliko zapovedati, kaj lahko zdaj pričakujemo po tem, ko bo zakon uveljavljen. Tako da kar prosim vsakega od današnjih govorcev, potem bodo pa vsi na voljo za vaše vprašanje. Ja, kot sem napovedala že v izjavi, ta teden je danes bila predvidena novinarska konferenca, na kateri se bomo pogovarjali o noveli in kaj pričakujemo od nje. Hkrati pa bo tudi možnost za vprašanja o drugih aktualnih dogodkih v zdravstvu in s katerimi je zbornica na tak ali drugačen način povezana. Zdaj, zakon o zdravstveni dejavnosti je zbornico močno razočaral in to iz več vidikov. Prvi je, da nismo bili dobesedno prepuščeni k sodelovanju, da bi uveljavili svoje poglede oziroma svoja strokovna mnenja glede tega, kako bi naj sodoben zakon o zdravstveni dejavnosti bil koncipiran, se pravi sam koncept. Prav tako nas je pa skrbelo, ker tudi v ta zakon niso bile vključena nobena posebna določila o varnosti in kakovosti in s tem smo nekako zaobšli tiste pričakovanja, ki smo jih imeli in ne moremo se izogniti vtisu, da je ta zakon sledil politični volji ali zavezi, da se zdravnike in zobozdravnike čim bolj omejuje na njihovi poklicni poti, predvsem v smislu samostojnosti, neodvisnosti in gospodarske pobude. To je nekako ta motiv, ki ga še posebej jasno občutimo skozi nekatera določila, na primer ravno o kaznovanju tistih zdravnikov in zobozdravnikov, ki bi delali preveč oziroma več, kot jim bo ta zakon dopuščal, ali ki ne bi javljali tudi teh odobrenih ur. Za druge poklice pa takih omejitev, razen pri poklicnih voznikih, praktično nimamo. Zakon recimo ne govori o tem, da medicinske sestre ne bi smele delati več kot 8 ur pri drugem delodajalcu. Jih pa hkrati uvršča v skupino odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, kar je sploh novi pojem in ki ga kljub obsežnemu iskanju med kolegi, ki delajo v tujini, ti zdravstveni sistemi dejansko ne poznajo in o tem bo povedala tudi dr. Bregantova, ker so z mladimi zdravniki naredili eno tako hitro poizvedbo. Torej, to, kar je v zvezi z zakonom zapovedati, je pa še malo povezano z referendumom, je, da smo želeli k razmisleku spodbuditi čim več prebivalcev, ne samo zdravnikov, da bi videli, kaj jim ta novela pravzaprav prinaša. In izhajali smo v zdravniški zbornici iz tega, da smo iskali, kaj je pa dobrega v tem zakonu in smo eno malo malenkost tudi našli dobrega, to moram priznati, ampak če gledamo v splošnem, pa da bi ta zakon bil dober za paciente, nam ni potrdil nihče in tudi ministrstvo odgovora na to vprašanje ni dalo. Zakaj je ta zakon dober za paciente? Po naših izračunih se bodo čakalne dobe podaljšane, to bomo še podrobneje razložili, če boste želeli. Hkrati pa ta zakon ne povečuje varnosti pacientov, kar sem že prej omenila, da smo od njega pričakovali.
Torej, v pogovorih, ki smo jih imeli v času zbiranja podpisov za referendum, smo ugotovili, da večina sogovornikov, pa tudi veliko zdravnikov, zakona ne pozna. In bi rekla, da ste novinarji ena redkih populacij v Sloveniji, ki ste ta zakon preučevali, da ste lahko postavljali vprašanja in da ste znali potem nekako pripravljati poročila v zvezi s tem. Torej, prepričana sem, da večina ljudi sploh ne zaznava, pa ni zaznala, da bo zakon to obstoječo dostopnost do zdravstvene službe v najkrajši prihodnosti zmanjšal. To pomeni daljše čakalne dobe in to pomeni tudi zamenjave osebnih zdravnikov in to pomeni tudi, da se bo prebivalstvo dodatno razslojevalo, kajti tisti, ki bodo imeli denar, bodo lahko šli s privatnikom, čistim privatnikom, ki seveda ta pravila v zakonu, ki so postavljena predvsem za zdravnike, ki delajo v javnem sektorju, ne zadene na tak način. Torej, zasebniki bodo opravljali svojo dejavnost za plačilo iz lastnega žepa in seveda to, kar se zdaj že dogaja in kar smo že slišali, da bodo odpirali svoje ambulante oziroma opravljali svoje storitve pri kolegih, predvsem na Hrvaškem. Tako da v tem primeru, to je pa še ena druga zadeva, v tem primeru seveda, če so pri nas predolge čakalne dobe in storitev opravijo v drugi državi EU, dobijo povrnjene stroške v višini priznanih stroškov pri nas. Tako da to so stvari, o katerih ljudje pravzaprav niso dosti razmišljali in mi bilo pa všeč, vsaj nekaterim, tako kot je bilo slišati, da bodo pristrigli oziroma omejili zdravnike za služkarje. Pri tem pa se pozablja, da je, ko se objavlja v medijih lestvica tisti, ki so prejeli največ plače iz javnega sektorja, da so tam seveda našteti zdravniki, ki delajo v javnem sektorju. In seveda oni tam delajo tudi ogromno ur in seveda so pripombe, zakaj lahko toliko zaslužijo, ampak obrazložitve so jasne. Gre za dežurstvo, gre za pripravnost, ki je zakonsko oboje regulirano. No, če pa zdravnik dela nekje drugje, recimo pri privatniku, je pa to drugače ovrednoteno. To so samo taki drobci, na katere bi vas opozorila zaradi lažje razprave naprej. No, Zdravniška zbornica je svoje člane ves čas obveščala, redno v tedenskih biltenih, v posebnih številkah biltena, v reviji ISIS, z direktnimi mailingi, kaj se z zakonom dogaja, še predno je bil sprejet, tako da smo vedeli, tako da smo se organizirali, poskušali smo vplivati, naročali smo res ekspertna pravna mnenja, s katerimi smo želeli dokazati, da obstaja še drug način ali pa drug pogled na to ureditev, pa žal nismo uspeli. Od 19. septembra naprej, ko je pa zakon bil sprejet, smo pa začeli seveda kolege, člani zbornice, opozarjati, kaj jih bo pod tem novim zakonom čakalo in separat, se pravi, to opozorilo smo vam pripravili tudi, da ga lahko vzamete. To je zdaj moj kratek uvod in kdo bo zdaj prej povedal še? Mogoče pa doktor Klažič. V mojem uvodnem delu bi pravzaprav... Ja. Želel bi pravzaprav pozoriti na en del, eno področje v zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki seveda je tudi za tisti delež naših zdravnikov in zobozdravnikov, ki v javnem zdravstvenem sistemu delujejo kot koncesionarji, izjemno pomembno.
Politika stoji na stališču, da za tem zakonom ureja koncesije in koncesijska razmerja. Zbornica je na stališču, da ta zakon omejuje koncesije in koncesijska razmerja in s tem seveda tudi doprinaša k nekaterim negativnim učinkom, ki jih je tudi že predsednica omenila. Zakaj tako mislimo? V zakonu lahko predvsem zasledite, da se koncesije po tem, ko zakon stopi v veljavo, skrajšujejo na obdobje 15 let. Kar ne pomeni, da vsi koncesionarji, ki bodo in ki so zdaj v sistemu, delajo še 15 let. 15 let, obdobje 15 let bo namenjeno tistim, ki danes nosijo koncesije za nedoločen čas. Vsi ostali, ki jim koncesije potečejo prej, imajo po zakonu sicer možnost, tako kot tudi nosilci koncesij za 15 let, podaljšati koncesijo po izteku tega obdobja. Vendar z eno hudo omejitvijo. To je, če državni zavod, ki deluje na tem območju, izjavi, da te dejavnosti sam izvajati ne more. Kar je seveda izjemno huda omejitev v podeljevanju koncesij, kajti neposredno bo zavod tudi odločal, državni zavod odločal o tem, ali bodo zdravniki, ki so do zdaj bili nosilci neke dejavnosti v javnem zdravstvenem sistemu na podlagi koncesijske odločbe in pogodbe, to lahko počeli dalje še naprej. Kar pomeni, da se izjemno pomembno in tudi zelo vplivno orodje daje v roke direktorjem državnih zavodov. S tem pa bi želel opozoriti še na nekaj drugega, kar je pa seveda zakonsko sporno. Županom in občinam se s takim načinom omejevanja podeljevanja koncesij jemlje možnost ustrezno organizirati zdravstveno varstvo v svojih občinah. Župani in občine so tisti, ki odločajo in so v primeru podeljevanja koncesij tudi koncedenti. Tokrat bodo v procesu, postopku podeljevanja koncesij imeli najpomembnejšega odločevalca in to so direktorji državnih zavodov. Kajti, če se ta po zakonu s tem ne bo strinjal, oziroma bo dal izjavo, da lahko državni zavod dejavnost, ki jo opravlja nekaj koncesionar, opravlja, župan ne bo imel več možnosti na svojem področju koncesije podeliti. Zato mi a priori ne govorimo kar o ukinjanju, ker imajo prav politiki, ko pravijo, sam zakon ne govori o ukinjanju, seveda ne. Vendar kot posledico ima postopno ukinjanje koncesij. To ga lahko trdimo iz teksta, ki ga imamo na razpolago, ko zakon beremo. Za nekako istočnico za nadaljnji pogovor bi samo toliko na začetku, potem pa seveda vprašanje prosim. Hvala, zdaj pa mogoče še dr. Pavlović. Dr. Pavlović je zobozdravnik, tako da bo še podal mnenje te skupine naših članov. Dobar dan. Jaz bi se kar navezal na par točk, in sicer, kot veste, zakon prinaša nov pojem odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Kaj bo to pomenilo v prihodnosti? Žal moram povedati, da danes nimajo vse javne ustanove zagotovljeno, da bo lahko sploh imeli odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ker ta ne izpolnjuje pogoja 3 ali 5 let, če je specialist. Kaj to v bistvu v prihodnosti pomeni? Ali se bo tak program v javnem zavodu ukinil, ali bo mogli 5 različnih zdravnikov tisti dan nadomeščati 8 ur, ki bojo odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti in bojo prihajali iz drugih bolnic, ali pa se bo ministrstvo odločilo, pa bo vozilo zdravnike, tako kot anesteziologe v Mariboru. Ker vemo, da bo velika povorna omejitev.
pacient pravzaprav ne vem, če bo lahko razumel zdravnika. Zobozdravniki in koncesije. Jaz moram povedati, da zobozdravniki načeloma so zelo nezadovoljni s koncesijskim sistemom. In zmotno je prepričanje, da se v tem zakonu bojimo, da bomo izgubili koncesije. Letos poznam vse 3 primere, kjer so kolegice koncesijo zavrnile, ker se niso strinjale z pogoji, ki jih diktira Zavod za zdravstveno zavarovanje, z načinom, kako bi mogli delati. Kar se tiče omejitve časa pri drugem izvajalcu, vedeti moramo, da pacienti danes stojijo v 2 vrstah, v zasebnih ambulantah in pa v ambulantah v javnih zavodih. Ena od teh opcij se bo ukinila. Se pravi, ali bojo šli vsi v eno vrsto samoplačniško ambulanto, ali bojo šli vsi v javni zavod kolegu, ki bo tam še delal, in bojo še vsi tisti iz samoplačniških ambulant mogli iti k njemu v javni zavod in se bo vrsta podaljšala, ali pa bojo vsi iz javnega zavoda mogli hoditi k drugemu kolegu, ker enostavno zdravnika več v javnem zavodu ne bo. Se pravi, vsaka opcija pomeni podaljšanje čakalne dobe. Zelo zanimivo v zakonu je tudi brati, da bo po novem ministrstvo predpisalo v naslednjih 6 mesecih pogoje glede prostorov in opreme za opravljanje posameznih vrst zdravstvene dejavnosti in da bo definiralo seznam zdravstvenih dejavnosti oziroma storitev. Mene danes zanima, kdo bo te pogoje pravzaprav opisal in kdo definiral seznam zdravstvenih dejavnosti. Glede na dosedanje izkušnje in sodelovanje Ministrstva za zdravje z vsemi zdravniškimi organizacijami, se bojim, da to ne bojo zdravniki. Zdaj, če citiram kolegico iz SEJ skupščine, ona je predlagala, da je najbolj, da jim predlagamo kar parketarje ali pa vodovodarje, ker na papir bo na ministrstvu tako lahko napisali, da so sposobni to narediti. Pa šalo na stran. Ministrstvo potrebuje zdravniške organizacije za pisanje reforme in jaz to priporočam tudi predsedniku vlade, naj ponovno razmisli, ali je modro v prihodnosti zdravnike ignorirati. Hvala. Če bi jaz dodala samo še to, v medijih se je pojavila neka trditev, da smo zdravniške organizacije med seboj sprte in da je zato uspelo zakon sprejeti. Jaz ne vem, odkje ta izjava prišla, ampak koordinacija zdravniških organizacij, kot jo imamo in v kateri so tako Svetovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, Slovensko zdravniško društvo in pa Fides in seveda zbornica, mi smo vse dejavnosti v zvezi z zakonom o zdravstveni dejavnosti usklajevali, imeli smo tudi skupne novinarske konference in res ne razumemo, odkje se je to pobralo in mi sodelujemo še naprej, seveda vse v dobro skupnih akcij, s katerimi zagotavljamo tudi to, da je dostopnost storitev za naše paciente čim večja. Zdaj pa še, naprej, mladi zdravniki, potem pa vprašanje. Pozdravljeni. Meni je zelo žal, da se mi pravzaprav danes pogovarjamo tukaj post festum. Ogromno energije je bilo vložene strani ne samo posamičnih zdravnikov, ampak tudi vseh organizacij, da bi pravzaprav ta zakon, če bi se ga sprejelo na bolj adekvaten način, na način, ki bi bil res v korist bolnikom. Žal do tega dogovarjanja oziroma upoštevanja naših priporočil ni prišlo in rezultat, ki ga imamo danes v zakonu, je zelo slab. Jaz bi si želela, da bi se te stvari prej predebatirale, ker sedaj je zakon sprejet. Mladi zdravniki smo se v to vključili iz različnih razlogov. Zdaj morate vedeti, da zdravniki veliko stvari preštudiramo in predno se vključimo v nekaj, kar ne bi podpisali. Nam ni težko tistega prebrati, seveda pravimo svoj čas, da to preberemo in preštudiramo. Bolj ko smo brali, bolj smo bili pravzaprav razočarani in smo zaskrbljeni, kam pravzaprav to vodi. Kot je bilo danes že rečeno, tukaj so stvari, ki bodo posredno
vplivale na slabšanje stanja, ki bodo posredno vplivale na podaljšanje čakalnih dob. Drži, nič od tega ni neposredno zapisano v zakonu, vendar bo posledično vodilo v razpad koncesionarstva. Vi morate vedeti, da koncesionarji so del javne mreže, pri njih vi ne plačujete iz svojega žepa, da bo zaradi tega, ker bodo koncesije posledično pričele ugašati, izginile, prišlo do razgradnje primarne ravni, ker če veste, da 70% pravzaprav storitev, vsak od nas ima verjetno kje koncesionarja, je to vaš ginekolog, je to vaš družinski zdravnik, je to morda zobozdravnik, to sami najbolj veste, tega potem ne bo. Kdo bo najbolj prikrajšan? Najbolj prikrajšane bodo pravzaprav periferna območja, tam, kjer je bil koncesionar pripravljen opravljati delo, ki ga zdravstveni zavod ni bil pripravljen narediti. Na ta način se bo pač primarna raven sesula, koncesionarjev ne bo, mladi zdravniki pa poleg tega, kljub temu, da smo prejeli licenco, morda bi morali reči, zaslužili za svojim delom, znanjem, učenjem, ko smo pravzaprav upravili vso podiplomsko predpisano izobraževanje in je bilo naše znanje tudi preizkušano na kolokvijih in na koncu na izpitu in je potem zbornica strokovno presodila, da smo usposobljeni za samostojno delo, ker to je namen specializacije in licence. Zdaj se je očitno ministrstvo odločilo, da ve več kot vsa stroka v Sloveniji in se je postavilo nad nas in bodo oni tisti, ki bodo 3 do 5 let po licenci nam podelili to vlogo samostojnega dela. To je nesprejemljivo. Slišali smo sicer pripombe, da ne bi bilo podobno v tujini. Zelo smo se angažirali, imamo kolege, prijatelje po celem svetu. V zadnjem času smo napisali precej mailov, pri tem nam je pomagala tudi predsednica zbornice, ker smo šli spraševati tudi direktno druge zbornice zdravniške, kako je z odgovornim nosilcem v Evropi. V Evropi pojma odgovornega nosilca ne poznajo. Pozna ga Turčija, pozna ga Rusija, pozna ga Irak. Razvite države tega ne poznajo. Če gre specialist takoj po specialističnem izpitu, ki ga je opravil v Sloveniji, v Avstrijo ali v Nemčijo, tam lahko prične samostojno opravljati delo. Ni mu potrebno čakati in iskati odobritve iz politične organizacije, kar ministrstvo vseeno je. Zdaj pa, da ne bi bilo vse skupaj tako zelo melanholično in depresivno, sem prav razmišljala, ker je ta zakon dejansko uperjen predvsem proti zdravnikom. Da verjetno vsi poznate tisto zgodbo o oslu in njegovem lastniku. Vi veste, da se je osel nekaj upiral, potem je pa njegov lastnik sklenil, da mu bo dal malo manj za jest, pa malo več ga bo tepel, zato da bo res osel upravil svoje delo. In ravno, ko se je osel navadil, je poginil, ker je bil pač premalo hranjen in preveč tepen. S takimi zakoni, kot jih sprejema naša politika, ne da se ne izboljšuje zdravstveno stanje, slabša se rapidno. In zelo si želim, da ne bi bili mi vsi ta nesrečna žival, ki je imela tako zelo slabega lastnika. Zdaj pa vprašanje. Jaz bi vprašala, ker ste da boste povedali, kako se bo posebno poznalo na čakalnih dobah, če se nekaj doma razdelimo. Včeraj ste tisti, ki ste spremljali sejo odbora za zdravstvo v Državnem zboru, lahko slišali predstavitev presoje strani Računskega sodišča o tem našem zdravstvenem sistemu, kaj vse mu manjka, da bi res bil dober.
No, in tam je, bom rekla, največ točk bilo, ali pa največ prostora bilo namenjeno najprej mreži zdravstvenih izvajalcev in seveda koncesijam. Zdaj, to oboje ima kar precejšen vpliv na čakalne dobe. In če k temu prištejemo še omejitve, ki jih ta novi zakon prinaša, si lahko zadevo bolj plastično predstavljamo. Recimo, če bi jaz še delala, pa ne delam več klinično, ampak če bi delala, bi na svojih psihiatričnih klinikih lahko dobila dovoljenje, da poleg dela, ki ga tam opravim še delo pri nekom drugem, oziroma zunaj tega zavoda. Torej, bodi si v neki ambulanti, ki jo ima kolega, ali pa svoji lastni ambulanti. Skratka, tisti pacienti, ki bi želeli se zdraviti točno pri meni, bi imeli možnost, da v okviru ene ali dveh ambulant, to, kar jih kolegi tudi delajo, grejo k meni, s tem pa skrajšajo to primarno vrsto v javnem zavodu, kjer sem bila zaposlena. Torej, so do zdaj zdravniki, ki so delali zunaj, pravzaprav delali prostor ali pa mesto za paciente, ki so bili prijavljeni v čakalnih vrstah javnih zavodov. Problem se zaplete na malenkostih, na katere očitno pripravljalec zakona ni pomislil. Gre za domove za starejše, ki večino, ko se lahko prepričate, večino dejavnosti, zdaj govorim za psihiatrijo, to dejavnost opravljajo zdravniki, ki so redno zaposleni nekje drugje. In zdaj se bo postavilo vprašanje, kje bo teh svojih dodatnih 8 ur, ki jih bo smel zdravnik psihiater opraviti zunaj matične ustanove, opravil. Ali bo opravljal v domu starejših občanov, ali bo opravljal v privatni ambulanti, ali pa ne bo opravljal nikjer, ker se mu ne bo zdelo, da bi vsak mesec direktorju poročal, kje točno je bil v prejšnjem mesecu. Torej se bo število storitev, ki jih je posamezni zdravnik do zdaj lahko opravljal, in še en mesec mislim, da jih bo lahko, se bo zmanjšalo, skrčilo. In novih zdravnikov pa ni, in čeprav je ministrstvo sporočilo, da bo prišlo v sistem kmalu 1000 novih zdravnikov, se postavlja še naslednje vprašanje. Res je, da zdravniki končujejo specializacije. Trenutno jih je v približno 6-letnem obdobju, približno 1900. In res se bojo v naslednjih letih pojavljali na trgu. Vendar, za 60 specialistov družinske medicine, ki bodo prišli na tržišče, če smem tako reči, ker bodo razpoložljivi zdravniki, ni podatka, kje bodo zaposleni. Kajti, če mi hočemo dati nove zdravnike, mora od nekje priti denar, da bodo te nove zdravnike lahko plačali. Torej, zgodba o tem, da bojo s 1000 novimi zdravniki to vse porihtali, nima srečnega konca, če smem tako reči, če ne bo za te nove zdravnike tudi denarja. Še vedno se pa zdravniki tudi upokojujemo in nažalost tudi zbolevamo in umiramo v nesrečah ali kako drugače. Tako da seveda je ta zamenjava mladih zdravniki, ki zamenjujejo starejše, seveda tudi tista, ki to številko ministrstva za toliko in toliko novih zdravnikov seveda zmanjša za tiste, ki bodo učili. Skratka, niso nam znani nobeni izračuni, nobene analize, nobene ocene, kako si ministrstvo dejansko predstavlja, da bo se sistem na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti za paciente izboljšal. Ne vem, če sem bila dosti jasna. Jasno. Ja.
In enaka je zgodba za zobozdravnike ali pa recimo tam, kjer je največji problem za rentgenologe, za anesteziologe, ne, ki vemo, da jih primanjkuje in jih redno uvažamo iz drugih držav. Ne. In to, kar je bilo prej omenjeno. Se pravi, da država računa na to, da jih bo uvažala. Da jih bo uvažala iz držav seveda Evropske unije, kjer je to najhitreje možno narediti, ne, v nekoliko daljšem postopku pa tudi od drugod. Najbrž tudi to veste, da je za te zdravnike, ki prihajajo od drugod, Slovenija mestna postaja, kjer jih mi spet opremimo z licenco, seveda morajo izkazati za to svoje znanje, ampak s to licenco, pridobljeno v Sloveniji, zlahka nadaljujejo pot iz severu. Se tega veliko dogaja v vaših podatkih? Teh prehodov? Jaz to zdaj težko rečem, ker ne moremo mi spremljati podatkov na ta način. Mi spremljamo lahko dvoje podatkov. Eno je izdaja potrdil o dobrem imenu. Mislim, da smo ta teden okrog 200 za letošnje leto izdali. In lahko spremljamo podatke o izbrisu iz članstva. In takrat, kadar prosijo za izbris iz registra slovenskih zdravnikov, ponavadi napišejo, da odhajajo zaradi preselitve v tujino. Ampak to so te, bom rekla, dokončno preseljeni. Ne? Vmes pa si kolegi puščajo, ker ta možnost obstaja, da so člani zbornice, hkrati pa že delajo v tujini. Dokler se dokončno ne preselijo in zamenjajo kompletno tudi vse stalno bivališče, te davčne papirje in tako naprej, ostajajo še vedno člani. Številke o tem, koliko jih prosi za potrdilo o dobrem imenu, pa objavljamo na strani statistike pa analize. Je približno enako število, kot je bilo lansko leto v tem obdobju. Juvka Aleksandra, imamo 14. Gospod Klančič, ste rekli, da direktorji zdravstvenih zavodov lahko dajo dovoljenje za koncesijo, če sami ne opravljajo te dejavnosti. A to pomeni, če sami sploh ne opravljajo te dejavnosti, ali če mogoče imajo premalo kadra, da bi opravljali to dejavnost. Ali samo tisto, kar ne opravljajo sami. Pogoj za podaljšanje koncesije nekemu dosedanjemu koncesionarju bo izjava državnega zavoda na tem področju, kjer pač se koncesionar nahaja, da te dejavnosti, ki jo izvaja koncesionar, ne more izvajati. Ne bo mogel izvajati, ne bo izvajal, ne bo želel izvajati. Skratka, ta državni zavod je ne bo izvajal z katerega koli razloga. To je pogoj po zakonu, da se podaljša koncesija dosedanjemu koncesionarju, ki je vložil ogromno sredstev, povečal kapacitete javnega zdravstvenega sistema, povečal dostopnost za državljane v javnem zdravstvenem sistemu, pa ugasnil. In to ne pomeni, če politika razmišlja, da bodo šli zdaj pa vsi ti zdravniki, ki so nosilci koncesije, dejavnosti in koncesije, delati v državne zavode. To je pomota ali smota. Tako da, ne vem, vsak se bo odločil zase, ampak samo en podatek, če smem izkoristiti še to priliko, da dopolnim predsednico z enim konkretnim podatkom. V naslednjih 10 letih po naših izračunih bo šlo iz področja družinske medicine v pokoj preko 400 zdravnikov. Če nas je danes 900, veste, kaj to pomeni. Tu niso všteti tisti, ki predčasno izpadejo iz sistema zaradi bolezni in smrti. To je 4 do 5 na leto v okviru stroke družinska medicina. To je dodatnih 40 do 50. Se pravi, ta zelo jasen podatek, ne kaj in kako. Kar se pa koncesij tiče, pa... Ste rekel, da pač zdravnik se bo sam odločil, kaj bo naredil, ne? Če bo pač zdravstvenom rekel, to je zdaj naše, ne? Ampak realno, če smo čisto realni, kakšne možnosti bo pa ta zdravnik imel, razen da se vključi v ta zdravstveni dom?
Če gre v zasebništvo ali na nekem ruralnem območju, bo to težava. Ja, seveda, prav gotovo, ampak gledajte, bom zelo pragmatičen, ne. Delanje naš že v Sloveniji je veliko, ne. Ga bo na tak ali drugačen način si ga organiziral, ne. Ne morem govoriti o posamezniku, lahko govorim o opcijah, ne. Bom šel čez mejo v Italijo, Avstrijo, Hrvaško, se bom upokojil, ker imam že pogoje za penzion, pa še vedno delam, ker se mi zdi prav. Pa se bom upokojil takoj, ne bom čakal, ne, čim mi ugasne koncesija. Ali bom poskušal se dogovoriti z nekim drugim koncesionarjem, ki še ima koncesijo in še deluje, ne. Se pravi, bom ubral pot freelancerja, ne, če rečem na kratko, ne. Ne, ampak seveda v okviru pač možnosti, ne. Treba je tudi povedati, ne, če smo spet zelo odkriti, da je poklic zdravnika v Sloveniji najbolj reguliran poklic. In to že od momenta, ko študent vstopi na fakulteto. Omejitev na fakulteti in vse naprej. Tako reguliranega poklica ni. Prosim? Zakaj je slabo za bolnika, če bo zdaj v nekem manjšem kraju? Bo pač javni zavod rekel, mi pa zdaj imamo dovolj kadra, da bomo to dejavnost opravljali. In zakaj je to za bolnika slabo, da bo šel zdaj v zdravstveni dom namesto koncesionarju? Kakšen je eden od osnovnih principov, predvsem v osnovnem zdravstvu? Ne? Približati zdravnika prebivalcem. Ne koncentrirati na določenih mestih, kamor morajo prebivalci hoditi od ne vem kota. To je pač že ena od teh reči. Ne? Postavljam obratno vprašanje, zakaj bi bilo to bolje? Ali je to bolje? Če si želimo javno zdravstvo, recimo... Zdajle sva pa pri drugem vprašanju. No, mislim, jaz tukaj samo sprašujem koncesionar je sistem vaše. Javnega zdravstva. Ne? Koncesionar je javno zdravstvo. Ni privatno. No, zato za stališča bolnika me zanima. Stališča bolnika je predvsem dostopnost. Ne? Bližina. Ja. On je tu, ne? Ga ima seveda blizu, ga ima dodatno na svojem področju, ne? In seveda mu je na razpolago v določenem času na lažji način. Ne? Če računamo, da bi ta zdravnik prešel preprosto v državni zavod, ne? Se pravi, ne bi več delal kot koncesionar. Smo pa seveda ugasnili kapacitete. Ugasnili smo ne samo prostorske, ampak vse ostale kapacitete, ki jih ponuja zdravnik svojim timom na določenem območju. Se lahko mogoče samo navežem na to. Mi nimamo prej je bilo rečeno javno zdravstvo. Problem tega zakona je, da pravzaprav ta zakon uzakonja državno, ne javno zdravstvo. Ker koncesionarji so v resnici del javne mreže. In v bistvu to je napačno razmišljanje, da zdaj bodo pa vsi koncesionarji šli v večje javne zavode, kar se sicer morda se bo to zgodilo, ampak verjetno pa ni iz več razlogov. Ne lahko govorim kot pač eden od mladih, ki sicer ni koncesionar, ne? Meni tudi osebno mi ustreza delati v veliki raziskovalni inštituciji, kjer so možnosti še drugačne, to se pravi ne samo rutinsko delo. Ampak tisto, kar je problematično pri tem je, da nekateri od mojih kolegov pa bi radi šli na periferijo, pa bi radi bili sami svoji mojstri, tisti, ki odgovarjajo za vse, za svoj zdravniški tim. Celo lahko se zgodi, da tisti področji zdravstveni dom, da jih niti ne želi zaposliti. Veliki javni zavodi so v resnici zainteresirani za programe, ne pa za ljudi, ki jih bodo izvajali. In tukaj je problem, da vi imate že zdaj tudi zdravnike, ki so brezposelni, pa niso zaposleni.
Mi bomo imeli drugo leto 60 mladih specialistov družinske medicine. Nikjer ni zagotovila, kje bodo oni zaposleni. Če bi imeli možnost koncesije, bi lahko šli dejansko na periferijo v svoje okolje, kjer bi zdravili svoje ljudi, ker marsikdo se je točno zaradi tega odločil za družinsko medicino. Vendar pa morate vedeti, kot koncesionar, čeprav si del javne mreže, moraš ti vlagati svoja sredstva, ti moraš imeti neke prihranke, verjetno moraš najeti kredit. Jaz osebno, da bi vzela 30-letni kredit za investicijo v ambulanto in za opremo, ko mi bo država čez 15 let rekla, oprostite, ampak veste, jaz vas pa ne potrebujem več. Pri 30-letnem kreditu, ki ga bom imela obešenega na sebe zaradi tega, da bo moja ambulanta sploh lahko funkcionirala, zakaj pa bi se s tem matrala? Gradec je 30 minut vožnje stran iz Maribora z urejenim sistemom, brez kredita, za 2-krat višjo plačo, z urejenimi razmerami. Jaz bi tudi še nekaj dodal na to periferijo. Problem je v tem, da verjetno čisto v vsaki perifernem delu Slovenije ni javnega zavoda. In tam ambulanta se bo zaprla, javni zavod bo pa stran 60-70 km in se bo ljudje mogli voziti v ta javni zavod. Če imate kakšno babico ali pa prababico, potem veste, kako izgleda obisk zdravnika. Lahko, da ima družinskega zdravnika, ki je pripravljen delati obiske na domu. Včasih pa to ne gre. Takrat se morate ponavadi vi, družinski člani, v to pošteno vključiti. Ali ni mnogo lažje, če ima ta človek svojega zdravnika blizu, kot da ga ima stran pol ure, 1 uro vožnje? Ampak ta dostopnost oziroma bližina ni vključena v ta sistem v smislu, da bo pa javni zavod rekel, ne, mi pa nimamo zdaj tam 60 km stran zdravnika, se pravi, rabimo koncesionarja. Lahko. Javni zavod seveda lahko reče, nas ta koncesija ne zanima, vi imejte svojo koncesijo naprej. Ampak samo dejstvo, da ima javni oziroma državni zavod možnost odločanja nad ali pa pred občino, ki je koncedent na osnovni ravni, je za nas sporna. Torej, lahko občina oziroma župan ugotovi, da bi to koncesijo imel. Morda ima celo kakšen prostor, ki bi si ga koncesionar lahko uredil, opuščeno šolo ali ne vem, nekaj podobnega. Ampak, če bo zdravstveni dom rekel, mi bomo vzeli ta program, lahko se zaposli pri nas, je župan v situaciji, da koncesije ne more podeliti. Ker je to ta predpogoj, v tem je problem. Seveda mi lahko rečemo in upamo, da bodo kakšni javni zavodi imeli razumevajoče vodstvo in bodo rekli, glej, ta koncesija dobro dela, mi nimamo težav, seveda ne jo podaljša. Ta možnost obstaja, da ne bi to narobe razumel. In druga stvar je, kam bodo ti koncesionarji šli, ne vem, kolikor veste, ampak že se seveda pojavljajo tudi specialisti družinske medicine, ki delajo povsem na samoplačniški osnovi, brez koncesije, se pravi, da delajo za plačilo storitve, bodi si da delajo druga mnenja, bodi si da delajo za neka lažja diagnostična opravila. Skratka, ti zdravniki že zdaj delajo in zaračunajo in ljudem plačujejo. Seveda je pri družinskih zdravnikih to še redkeje, pri zobozdravnikih, kot smo slišali, je to že skoraj da, bom rekla, norma. Pri specialistih, recimo za ortopeda, za ORL, za okulista, ja, večina mojih znancev hodijo čisto samoplačniško, vidim, da se strinjate. In tako je to v resnici postavljeno. Ne? In razslojevanje bo šlo ravno v tej smeri. Na izbiro imaš, da čakaš v tej podaljšani čakalni vrsti, ali pa si vzameš ti denar, te storitve, v bistvu niso zelo drage, če imaš nek povprečen dohodek. Ne? Primerljivo je z neko drugo osebno storitvijo. Ne? Ampak, ja, tle mi kolega še peta frizerja za tiste, ki se barvajo, pa še kaj zraven. Ne? Ampak tam za 60-70 evrov že dobiš neko storitev od zdravnika in
seveda si to storitev lahko privošči tisti, ki ima vsaj povprečno plačo. Oni, ki imajo minimalne plače, bodo čakali v tej dolgi čakalni, pa skupni čakalni vrsti javnega zdravstvenega sistema. Ok, a lahko zdaj še kakšno drugo vprašanje? Jaz bi vas prosila glede pediatrične klinike, tega, kar se dogaja. Nepremično smo se 2 dni nazaj pač videli, so bili še drugo vprašanje, no skratka zdaj pa so novice, da sta 2 kirurga tudi odstopila, predvsem robotstvo še vedno ustraja, da so razmere urejene. Kako vi to vidite? Ja, včeraj smo bili pač posebno prilike skupaj, tako z ministrstvom kot z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. In je takrat pravzaprav v času seje kot udarila ta novica med nas. In jaz sem potem vprašala strokovno direktorico, ki je sedela zraven mene, kaj za to pomeni, če je ona s tem seznanjena. In na sejo ni mogla na dolgo razlagati, ampak je rekla seveda, da je seznanjena in da gre za to, da bi ta 2 mlada kirurga ne odstopila, ker v bistvu ne moreta odstopiti, ampak da ne moreta več delati na tem programu, ker je po eni strani premalo operacij, ki jih lahko izvajajo za določeno rutino, hkrati pa sta pravzaprav eden je že malo starejši, druga je pa res čisto mlada, da morajo delati na oddelku za odrasle in jim zato delovanje na področju otroške kirurgije enostavno zmanjkuje časa in moči. Gre za vprašanje organizacije, ne toliko za osebne odnose, no jaz sem potem strokovno direktorico še posebej vprašala, glede na to, da ste mediji poročali, da gre zaradi, da odhaja ta zaradi slabih medsebojnih odnosov in mi je danes ponovno potrdila, da ne in da lahko se seveda preveri tudi pri njima, kakšne odnose sta pravzaprav imela v mislih, ko sta odstopala. Oziroma odstopala, najavila svoj odhod, to je bolj prav povedano. Ste vi že izvedeli kakšen strokovni nadzor v teh primerih? 3 so bili, en je bil ta dojenček, potem ta 14-letnik in še ena punčka. Pri teh strokovnih nadzorih, ko se pogovarjamo in ko smo se včeraj tudi na drugi seji, nujni seji odbora za zdravstvo imeli priliko poslušati, gre za eno površno poznavanje stvari. Gre za različne kategorije nadzorov, tudi za različne bolezni, tudi za različne primere, tudi za to, ali so bili ti dogodki v zadnjem obdobju, ali so bili že enkrat v preteklosti, tam od leta 2012, skratka zelo različne gre. To, kar se v javnosti zadnje tedne, zdaj že skoraj mesece, se pravi od konca avgusta, največkrat pojavlja, je tako imenovana VPA, to je analiza, ki se naredi ob nekem neželenem dogodku. So mi posredovali iz UKC-ja en redosled, kako se je to dogajalo. In dogodek je bil 1. oktobra 2015, potem je 6. oktobra se začele priprave na imenovanje delovne skupine, ne bom zdaj vsega govorila, ker je teh dogodkov bilo do leta 2015, se pravi do konca tega leta kar nekaj, potem pa 1 leto nič. In 14.6. je šele prišlo do tega, da se je strani 14.6. letos je sedanje vodstvo dobilo oziroma prosilo Inštitut za sodno medicino za kopijo obdukcijskega zapisnika. Skratka, v tem primeru gre za eno, bom rekla, neresno delo v leto 2015, ko bi ta
analiza morala biti narejena neposredno po dogodku. Rezultat te analize pa ni to, da se bodo mediji seznanjali s to vsebino, ampak da se vodstvo odloči, ali bo uvedlo interni strokovni nadzor ali ne. Kajti šele strokovni nadzor je lahko tisti, ki po njihovih internih aktih in tudi drugod po svetu je tako, pokaže na ljudi, ki so nekaj naredili narobe. Ta vzročno-posledična analiza pa pravzaprav ugotavlja sistemske razloge, kaj je šlo narobe, in iz tega morajo izhajati tudi priporočila, kaj je treba spremeniti. In zdaj, če gremo nazaj na zbornico, če smo mi izvedli. Poglejte, v tem istem žalostnem primeru te deklice, ki je umrla 1. oktobra 2015, in ki na žalost ne njej, nobenemu drugemu otroku ne moremo pomagati, je bilo od zbornice že dvakrat prej pričakovano, da bo naredila strokovni nadzor. Prvikrat je bil ta nadzor zavrnjen v prejšnjem mandatu. V tem mandatu pa je naš odbor za strokovno medicinska vprašanja to obravnaval in iskal oziroma se dogovarjal z nadzorniki, ki jih pa v Sloveniji ne moremo dobiti. Gre za zelo ozko specialnost, in kjer je tako, da bi moral, en sodelavec upraviti nadzor nad drugim sodelavcem, potem pa naj jutri spet sodelujeta. To najbrž ne gre, to razumete. Pridobivanje strokovnjakov iz tujine pa ni tako enostavno, kot sem si mogoče tudi jaz sprva zamišljala. Namreč sistem nadzorov je pri nas zasnovan drugače kot v tujini. In v tujini se krivdne odgovornosti ne ugotavlja znotraj zbornice, ampak to opravijo organi pregona. In se zdravniki kot izvedenci v resnici pojavljajo na sodišču. In ko smo mi tem tujcem predstavili, da bo njihovo poročilo orodje za policijo in za kasnejšo ovadbo, jim njihove ustanove niso dovolile sodelovati. Ker je to sistem, ki je zelo drugačen kot pri njih. In s tem se odpira seveda eno kompletno poglavje, ki se ga zbornica loteva, kako pravzaprav izvajati nadzore v teh posebej kritičnih primerih, da ne bo končni in edini cilj kaznovanje zdravnika, ki se mu je ta neljubi dogodek pripetil, ampak da bojo taki nadzori služili predvsem izboljšanju kakovosti in varnosti pacientov. Jaz ne verjamem, da delajo ali pa delamo v Sloveniji zdravniki, ki bi nalašč delali nekaj v slavo pacienta. Da bi torej, pacientom nalašč povzročali bolezen ali poslabšanje ali pa jih kako drugače poskušali oškodovati. Če so taki zdravniki, jih je treba odkriti in jih pač po postopkih, kot veljajo za vse druge ljudi, ne samo za poklicno skupino zdravnikov, obravnavati na sodišču. In proti temu zbornica nima nič. Zapleteno pa je, če mora zbornica pripravljati material za policijo in za tožilstvo. Kaj pa nameravate zdaj prav v tem primeru storiti, če ni tujca oziroma? Mi se bomo sestali z ministrstvom, te probleme tudi pokazali, iščemo tudi neke možnosti, kako bi nadzor kljub vsemu izvedli, ne da ga v celoti odklanjamo. Verjetno bo prišlo do kombiniranega sestava komisije iz Slovenije in tujine. Vendar moramo za to seveda dobiti tudi soglasje ministrstva in novembra bi se naj o tem dogovorili.
To je Je samo pa za še ta nekaj. primer, to bo za splošno potem. Ja, zdaj v resnici je tako, da je večina teh primerov, kjer se išče strokovnjake iz tujine v okviru zbornice, vezana na ta mesen oddelek. Ne? Pri drugih strokah, pri drugih oddelkih, ki se izvajajo nadzori, tudi izredni strokovni nadzori, je Slovenija, čeprav je majhna, pa vendarle imamo mi tudi obsežen seznam nadzornih zdravnikov in te komisije lahko imenujemo. Pri tej tako ozki specialnosti je pa to praktično nemogoče. A lahko mogoče kot zdravniki komentirate to, kar se dogaja zdaj pa že 10 let, tudi vodstva, tudi ministrstvo so krivi za to situacijo, ampak tudi konkretni zdravniki, ki tam delajo. Kaj se dogaja oziroma kaj se ne dogaja ali pa kaj bi se moralo zgoditi po vašem mnenju? Kaj bi morali zdravniki narediti, če se med sabo očitno tako ne razumejo, da se ne morejo pogovarjati, da je organizacija slaba? Kaj bi vi kot zdravniki svetovali njim? Ali pa mogoče tudi stališča zbornice, ampak predvsem stališča kot zdravniki. Zdaj najprej, vodstvo ustanove, ki je odgovorno za to, da se dejavnosti izvajajo, zatrjuje, da so se odnosi izboljšali, da dejavnosti, ki morajo potekati, za to vizite, skupinske konzilije in tako naprej, da to poteka. Zdravniška zbornica nima nobene možnosti, da gre to preverjati. Ministrstvo pa to lahko naredi vsak dan. Torej, zdaj prvo vprašanje, ali mi vodstvu kliničnega centra in pediatrične klinike verjamemo, če ne verjamemo, ali lahko to preverimo. In to ima ministrstvo vse možnosti, da naredi upravni nadzor danes, če hočete, pa jutri in to preveri. Druga stvar, seveda je najbolj logično, da daš te ljudi narazen. Tako počnemo v življenju. Če vidimo, da v nekem kolektivu ne gre, pač se nekdo javi, da odide, ali pa ga premestimo drugam. Tukaj je situacija taka, da če mi te zdravnike, ki jih je tako malo, pošljemo drugam, sem vsaj vprašanje, kdo bo to delal. Zato je to tako zapleteno. In seveda je rešitev v tem, da bi imeli več ozko usmerjenih specialistov te stroke, a potem se takoj vprašajo, ampak kaj bojo pa delati, se teh primerov pa na srečo ni tako veliko. Torej, število zdravnikov, zdaj govorim o pediatrih, ne o kardiokirurgih, je določeno število je potrebno za izvajanje dejavnosti. In zdaj, če jih mi damo stran, moramo dati nadomestne. In te nadomestne je treba vzgojiti in teh nadomestnih ta hip nimamo dovolj. Pri kardiokirurgih, se pravi pri kirurgih, je pa zgodba čisto drugačna. Tam je pa zgodba še toliko bolj zapletena, ker smo pa tam pa na nuli. Mi v Sloveniji nimamo ta hip, kar se reče, odgovornega nosilca dejavnosti, skratka nekoga, ki bi bil dovolj usposobljen, da bi te operacije najtežje izvajal, da pač nimamo. In je rešitev seveda v tem, da ali vse otroke pošiljamo v tujino, to je že ta mednarodni nadzor ugotovil, se pač sklene pogodbe z temi centri, recimo v bližini, v Avstriji, v Nemčiji, Italiji in se otroke vozi tja in seveda njihove starše, oziroma enega od staršev. Druga možnost je, da se, bom rekla, najame ljudi, ki bi bili pripravljeni tukaj živeti, taki vrhunski strokovnjaki, ki pa takoj postavijo vprašanje, ali bo teh operacij dovolj, da bom jaz obdržal kondicijo in pridemo do tega, da ne. Se pravi, če bi moral tak kirurg en sam imeti 150 operacij iz tega sklopa, da obdrži svojo spretnost, svoje znanje, imamo pa 100 operacij na leto. In če si bosta teh 100 razdelila še s kom drugim, bosta imela še manj. Torej, tudi stalna zaposlitev nekoga iz tujine tukaj, ta hip ni najboljša rešitev. Zato se, pač po mojih informacijah, tako klinični center že dalj časa pogaja s centroma in z enim od njih bi se naj
podpisala pogodbo o sodelovanju, ker bo ta center zagotavljal, da bo izkušen kirurg tukaj živel, stanoval več kot polovico meseca. In v tistem času, ko ne bo ta najbolj izkušen, bo pa recimo nek izkušen, ki pa ni odgovorni nosilec, ampak bo znal preceniti. Hkrati bi pa naj usposabljali naše mlade. Zakaj se v 2 letih to še ni zgodilo, na to vam pa ne znam govoriti. Je pa s tem povezana še organizacija oddelkov, se pravi, na eni strani imamo pediatrično kliniko, na drugi strani imamo pa klinični center, kirurška klinika, se pravi ne pediatrična, ampak kirurška klinika, ki pa je organizacijsko seveda vezana na odrasle. Kirurgi, otroški kirurgi, pa delujejo iz te kirurške odrasle klinike. Skratka, treba bi bilo najti neko bolj smiselno organizacijo in tako kot sem informirana, je tej smiselne organizaciji namenjen tudi projektni svet, ki ga je ustanovilo ministrstvo in ki ga vodi profesor Gregorič. Kakšna je po vašem mnenju tukaj vloga oziroma odgovornost vodstva kliničnega centra, strokovnega dela vodstva? Glejte, prve anomalije se pojavljajo že iz leta 2007. Prvo resno poročilo interni nadzor je bil narejen 2012. Priporočila iz tega nadzora se niso upoštevala, zato je prišlo do nadzora leta 2015. Če pogledate, kdo so v tem času bili strokovni direktorji, tako kliničnega centra kot pediatrične klinike, lahko odgovorne osebe poiščete med njimi. In seveda to, kar dela sedanje vodstvo, ki je še na položaju, pa lahko preverite neposredno pri njih. Tako da se da ugotoviti, če gledamo nazaj, kdo so odgovorne osebe. Se mi zdi pa krivično vse, kar je narobe, stres na sedanje vodstvo. To se mi zdi pa krivično. Mogoče bi se jaz sam toliko oglasila, ker je bilo prej vprašanje zelo tako osebno naslovljeno, kako mi kot zdravniki na to gledamo. Jaz moram reči, da jaz... Bili ste zelo osebni v tem vprašanju. In jaz kot mama, kot zdravnica, ko vidim te zgodbe, meni je neizmerno hudo za te otroke in za njihove starše. Sploh si ne morem predstavljati, skozi kaj morajo iti. Tudi ne upam si niti pomisliti, kako bi sama ravnala, če bi se to zgodilo kateremu od mojih otrok. Po drugi strani mi je pa tudi izjemno hudo za vse moje kolege, ki delajo na pediatrični kliniki. Jaz marsikoga od tam dobro poznam in to so dobri ljudje in to so tudi dobri strokovnjaki. Zakaj vse skupaj ne deluje? Zakaj je ta kombinacija pravzaprav smrtonosna? Zato, ker nimamo kulture kakovosti in varnosti. Zaradi tega, ker ni tako pomembno, da se nekoga linča in okrivi in da se ga izpostavi in nekam dobesedno nabije na križ, da bo odgovarjal za vse. Bistvo je v tem, da se take napake, da se take stvari ne smejo ponavljati, da moramo vsi ustvariti okolje, v katerem bo varno delati, ker bomo delali z veseljem, z namenom, da delamo to, kar radi počnemo. Tudi vsi ti mladi ljudje, ki potem odidejo, verjemite, nobeden ne odide lahkega srca. Vsi bi radi delali svoje delo, vendar pa je naša tudi strokovna dolžnost, da opozorimo, če ne moramo delati v sistemu in ta sistem ne omogoča varnega dela, ne samo za bolnike, ampak tudi za zdravnike ne. In žal, z vsemi temi zakonodajami, o katerih debatiramo, nikjer niti besede o kakovosti in varnosti.
To so izjemno pomembne stvari in mi bi se morali začeti tukaj konceptualno pogovarjati, kaj bo boljše za naše bolnike. In to kulturo kakovosti in varnosti pa v resnici ustvarjamo mi vsi, ne samo zdravniki, tudi vi mediji, z načini, kako poročate, kako se pogovarjamo tudi s temi starši, kako mora biti njim neizmerno hudo. Jaz si tega sploh ne znam predstavljati. In se mi zdi skrajno krivično tudi jih izpostavljati dan za dnem v teh zgodbah. Če pomisliš, da se ti rodi otrok in da je z njim nekaj narobe, kam ga boš dal? Mi imamo samo eno pediatrično kliniko. Ali te skrbi? Seveda, po vseh teh zgodbah. In izjemno težko je delati. Tudi če si strokovno usposobljen, tudi če imaš srce in glavo na pravem mestu, je v takih razmerah delati izjemno težko. Obsojati zdravnike, če rečejo, da ne zmorejo tega, da zato odidejo, a so res oni krivi? Ali bi morda mi vsi lahko nekaj naredili, da bi se ta sistem izboljšal, da bi bilo boljše za vse nas, za vas in za nas kot zdravnike? Mogoče bi jaz zaključila še tle z enim pismom iz Kliničnega centra. Ko sem prosila Univerzitetni klinični center, da mi posredujejo interne akte o tem, kako se izvajajo vzročno-posledične analize in drugi interni strokovni nadzori, sem dobila pismo, v katerem je med drugim zapisano: v Sloveniji nimamo zakonskih podlag za uvajanje nekrivdnih sistemov sporočanja odklonov in uvajanja izboljševanja varnosti pacientov, kot je to praksa v drugih državah. Po priporočilih Ministrstva za zdravje v letu 2006, ta so dosegljiva na spletni strani Ministrstva za zdravje, in zavedanju odgovornih oseb v UKC Ljubljana, da pomeni uvajanje varnostne kulture zdravstva tudi varnejšo zdravstveno obravnavo pacientov, je generalna direktorica v soglasju s strokovno direktorico leta 2008 sprejela pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni. Torej, ta pravilnik je bil sprejet. Da ne bom celega pisma prebrala, namreč ta pravilnik sicer temelji na Zakonu o pacientovih pravicah, vmes pa so še nekatera vprašanja etične in narave o zaupnosti podatkov ostala nerešena. Potem pa pišejo še: seznanjeni smo, da je bila pred 2 letoma ustanovljena projektna skupina za pripravo Zakona o varnosti pacientov, katere delo je v zadnjem času zastalo. In tu zdaj lahko sklenemo ta krog, ki sem ga začela, kaj smo mi, zdravniška zbornica, zdravniki in zobozdravniki pričakovali. Da bo v tem zakonu o zdravstveni dejavnosti dejansko vnešeno ali pa vsaj postavljen nastavek za to, da se ta vprašanja začnejo urejati. Kajti dokler se napake absolutno povezuje samo s krivdo, torej s krivdno odgovornostjo, je, to je po svetu enako, je logično, da se napake poskušajo skriti. In da je prvi korak, in profesor Robida o tem predava že veliko let in tudi na ministrstvu je bil zaposlen, pa ni uspel s svojimi predlogi, da je prvi korak v tem, da se vzpostavi sistem nekrivdnega poročanja. In ta sistem lahko pripelje do varnosti. In tega ta zakon o zdravstveni dejavnosti nima in tudi zakona o varnosti pacientov ni. In tudi zakona o vodenju zdravstvenih ustanov, ki bi odgovorila na vprašanja, ki jih je prej kolegica postavljala, ni. Imamo pa zakon o omejevanju zdravnikov.